dobrodelni akciji Radio-televizije Slovenija Stopimo skupaj poplave 2012, ki smo jo organizirali skupaj z Rdečim križem, Karitas in Zvezo prijateljev mladine, ste darovali 745 tisoč evrov. Akcija se je začela že v ponedeljek, končala se bo jutri. Zbrana sredstva pa bo RTV Slovenija namenila tistim, ki so bili v preteklih poplavah najbolj prizadeti. Poplave so med 4. in 7. novembrom prizadele predvsem sever in severovzhod Slovenije. Škoda pa bo po ocenah presegla 209 milijonov evrov, kar je pogoj za prošnjo za solidarnostno pomoč Evropske unije. Vodstvo stranke SLS je včeraj zvečer sprejelo sklep o izključitvi mariborskega župana Franca Kanglerja iz stranke, so sporočili iz službe za odnose z javnostmi SLS. Ob tem so zapisali, da če Kangler dokaže svojo nedolžnost pred institucijami pravne države, vodstvo stranke nima zadržkov, da nadaljuje svoje delo v stranki. Vodstvo SLS je sklep o izključitvi sprejelo na podlagi 13. člena statuta stranke, ki med drugim določa, da je član SLS lahko izključen, če s svojim delom, javnim nastopanjem ali drugim ravnanjem povzroči politično ali materialno škodo. Poslanci danes na izredni seji odločajo o predlogu koalicije, ali naj državni zbor zahteva presojo ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve oziroma zavrnitvijo zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank na referendumu. Stališča koalicije in opozicije o tako imenovani slabi banki in državnem superholdingu so si seveda nasprotna, kot tudi stališče o izvedbi referenduma na to temo. 103 delavci gradbenega podjetja Stavbenik, ki je končalo v stečaju, dobijo danes odpovedi delovnega razmerja, s čimer se bo začel 15-dnevni odpovedni rok. Stečajni upravitelj Walter Stepan bo v tem času preučil, koliko delavcev potrebuje za dokončanje nekaterih del. Po besedah nekdanjega direktorja Mitje Petriča bi lahko dokončali varovana stanovanja v Olmu v Kopru, ribiško infrastrukturo v Piranskem Mandraču ter objekt v občini Loški Potok. Stavbenik se bo sicer razšel z delavci skoraj brez dolgov do njih. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb je v soglasju z vsemi lastniki danes objavila javni razpis za prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi Peko. Potencialni kupci lahko svoj interes za Peko pokažejo do 3. decembra. Postopek prodaje bo potekal v več fazah, končan pa naj bi bil do 19. januarja. Terminski plan za prodajo celotnega Peka skupaj s hčerinskimi družbami je zelo zgoščen, saj se s pridobitvijo novega vlagatelja mudi tako Peku, ki mu primanjkuje obratnih in investicijskih sredstev, kot tudi državi, ki je Peko lani dokapitalizirala in mora zagotoviti, da vložena sredstva ne bodo strani Evropske komisije obravnavana kot nedovoljena državna pomoč. Danes obeležujemo dan Rudolfa Maistra, ki je tudi državni praznik. Na ta dan, leta 1918, je general Maister prevzel vojaško oblast v Mariboru in s tem posredno zagotovil, da je štajerska metropola ostala slovenska. Osrednja državna prireditev bo danes potekala v Žalcu. Že včeraj pa so se Maistra spomnili tudi v Mariboru z otvoritvijo spominskega gaja v Melju in s proslavo, ki je potekala v SNK Maribor ob spominskem dnevu občine Maribor in 20. obletnici 72. brigade Slovenske vojske. Jutri bo po nižinah večinoma oblačno ali meglino, drugod bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo na vzhodu sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo na zahodu rahlo deževalo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Župana Kanglerja izključili iz stranke SLS. Kaj se bo zgodilo z mestno koalicijo? Iz donacij za poplavljanje še 1000 paketov. Maribor brez evropske pomladi. Bodite z nami ob 18.